Rami, v ozadju se ruši legendarni dimnik iz 19. stoletja. Kak je tvoj komentar okoli tega? Ja, težko je pričarati občutke, ki sem jih imel včeraj, ko so ga začeli rušiti, ne? Ampak če pač po nekih nestrokovnih odločitvah, da je nevaren za okolje oziroma za nas, ki smo v MSI-ju, in da bi se lahko zrušil, pač to nekdo trdi, potem je že tako, ne? Če sem lahko malo sarkastičen. To pomeni, da črno na belem nobena komisija, nobena inšpekcija ni prinesla potrdila, da je zadeva tako nevarna? Ne, tega nihče ni prinesel in tudi mislim, da to ne obstaja. Tudi nas niso opozorili, da bo dimnik rušen. Ustno in neuradno nam je bilo z mestne občine Maribor dostavljeno v vednost, da se bo enkrat do konca leta najverjetneje porušil dimnik in sicer iz varnostnih razlogov. Gre za edini dimnik, ki je pravzaprav bil v pekarni, zidane, opečne narave, približno iz leta 1897. Na mestni občini so ocenili, da gre za dimnik, ki ogroža zaradi svoje starosti mimoidoče, naj bi se porušil in potem je to pravzaprav včeraj je prišel mail z občine, da pa bo ga včeraj ali pa danes ga bodo prišli rušiti. Z obljubo seveda, ne, da se bo dimnik obnovil, ko se bo zadeva začela prenavljati v točno taki obliki, kot je zdaj. Mogoče celo še starejši. Skratka, zgradili bojo lepšega in starejšega. Ja, morda bi mogli to posneti, to izjavo gospe Petrovič Borovnik, ko je bila včeraj tukaj na mojo urgenco, naj pride si pogledati rušenje, je rekla, da naj bi ta dimnik znova postavili ob obnovi pekarne. Če jaz verjamem to ali ne, to, kar se mi zdi, da manjka pri celi zadevi in da šlo je narobe, je to, da bi bilo dobro imeti odločbo službe, kakšne inšpekcije, ki se s tem ukvarja, da se je ta zadeva zgodila, skratka, da imamo tudi evidentirano, da se je to zgodilo, da vemo, zakaj se je zgodila. V pekarni seveda nekateri mislijo, da je to začetek rušenja pekarne. Na mestni občini seveda pravijo, da ni tako, pravijo, da morajo iz določenih naslovov, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem njihove lastnine, počrpati nekaj denarja. Res je, da so tudi isti dan, to treba že povedati, isti dan, ko so začeli rušiti dimnik, začeli tudi čistiti žlebove in pa da še pripravljajo čiščenje kanalizacije oziroma sanacijo kanalizacije kmalu. Po forumih se napoveduje začetek konca pekarne. Misliš, da je tako črno? Mislim, da ne. Mislim, da je tukaj vseeno preveč mladih, ki so pristaši tega in v primeru, da bi kdo poskusil pekarno ogroziti njen obstoj in dogajanja, ki se tukaj odvijajo, mislim, da bi lahko prišlo do malo čudnih razmer v Mariboru, kar se alternativne kulture tiče. Se je v zadnjem času valil dim iz tega dimnika? Ne več, ne vem, da je bila zadnja žemljica spečena tu not. Res je, da je dimnik star in da gor raste drevesce, kar pomeni, da tiste korenine razganjajo zidake narazen. Laično bi se dalo reči, da na vrhu je verjetno bil problem s kakim ciglom, drugače pa bi to moral nekdo, ki je relevantno ugotoviti. Ja, seveda, mislim, nihče nas ni nikoli vprašal, če je ta dimnik v uporabi ali ne, ker načeloma so ga hoteli porušiti celotnega, zdaj pa smo se pač dogovorili, da ga porušijo, da ga pustijo zunaj 2 metra, zaradi tega, ker pač imamo mi speljano centralno kurjavo v njega. Ne vem, zakaj bi bilo to sporno, saj že 12 let kurimo na kurilno olje in tudi plačujemo z dobavo. Zdi se, da torej vodstva pekarne ne skrbi, da bi šlo za rušitev pekarne, ampak kaki so kaj dogovori okoli tega? Ja, tu se zdaj v zadnjih dneh zadeve precej spreminjajo, ne? Oziroma precej hitro prihaja do menjave situacij, bi se reklo, ne? V pekarni
smo seveda pripravljeni na nove čase, kot verjetno veš, je nova oblast, mestna, skozi usta gospoda Verliča, ki je podžupan za družbene dejavnosti, povedal, da je potrebno tole zadevo tukaj legalizirati in urediti nekatere odnose. Mi smo se znotraj pekarni tega lotili na ta način, da smo začeli izpostavljati nek sistem pogodb oziroma nekih transparentnih razmerij, pri čemer seveda programsko in konceptualno ostajamo na teh temeljih, ki so skvotovski, ki se ukvarjajo s tako kulturo, ki se ukvarjajo za civilno družbo, s tem, da bo pač zadeve morali narediti transparentne in pretočne, kar se tiče enega programa. No, da zdaj preskočim nekaj mesecev dogodkov, to je bilo izrečeno od gospoda Verliča na začetku leta. Zdaj pa smo pred tem, da podpišemo pogodbe za mestno občino o uporabi tega prostora. In tudi ta naš notranji sistem je pričel funkcionirati, zdaj ga bomo še dogrevali in podopolnjevali. Spremembe so torej prišle iz tega naslova. Kar se potiče obnove, je pa ravno v ponedeljek na mestnem svetu Mariborske občine razprava o tem, ali se bo odobril tale DIP, dokument investicije, dokument identifikacije investicijskega projekta, kot se temu reče uradno. Se nekako ne moram zapomniti z tega. V glavnem, to je potem prva reč, s katero se začne delati tukaj obnova pripravljati. In to je tudi prvi stik pekarne in pa skozi mestni svet. Tisti prvi korak, po katerem bomo lahko mi malo zmerili, tudi pekarnari in ostali, kaj si mestni svet misli o tem, da bi zadevo tukaj začeli prenavljati.